Kdor se odpravi na ogled Kopra, ne potrebuje avta, res ne. Njegovo središče je majhno in s tem, ko bi se po cestah vozili z avti, bi lahko izgubili najzanimivejše dele. Med majhnimi srednjeveškimi ulicami teh ni malo. V močnem miksu starega in novega je tako bolje uživati peš, s fotoaparatom, kamero ali brez, le z avtom ne. Prednost tega mesta je gotovo tudi njegova majhnost in znamenitosti, ki so največ minuto ali dve narazen. In teh ni malo, zato si lahko za obdelavo vseh vzamete dan ali dva. Nekaj pa je takih, ki jih enostavno ne smete zamuditi, ker so bile nekoč ali so pozneje postale pomemben del mesta. Ni naš namen ta, da bi vas obogatili s kakršnimkoli historičnim znanjem, ampak vam bomo v 5 minutah hitro in dinamično prikazali 10 delov Kopra, ki se vam jih splača obiskati ali vsaj prileteti. Začnete lahko kar na koprskem zvoniku, tako da si boste lažje predstavljali, kakšno obliko ima mesto in kmalu vam bo jasno, kako je urbanistično razdeljen. Točno 204 stopnice in 2 evra vstopnine vas tako loči od najvišjega dela mesta, od tukaj vidite na vse strani, kjer je Titov trg v centru. S tem ne boste samo na najvišjem delu koprskega mestnega jedra, ampak tudi na najvišjem zvoniku v Sloveniji. Krog lahko začnete na Titovem trgu, imenovanem po predsedniku bivše Jugoslavije. Titov trg je mesto, kjer je imela mestna oblast od vedno svoje prostore. Tukaj so se zbirali za sejme, kjer so kmetje ponujali svoje pridelke, obrtniki pa izdelke. Celoten trg je obdan zidom, kjer so v preteklosti sedeli delavci in lastniki posesti, so jih najemali za različna dela. Na severni strani je loža, kjer so se zbirali meščani za pogovore, zahodno imamo armerijo in foresterijo, južno pretorsko palačo, kjer še vedno zaseda občinski svet, vzhodno pa stojita zvonik in stolnica. Čisto blizu imamo tudi trg Brola ali tudi trg Revolucije, ki je bil pred Titovim glavni trg v Kopru in stičišče glavnih poti po mestu. Trg je zanimiv, ker se je okoli njega strnila vrsta zanimivih stavb. Najzanimivejša sta gotovo 2 vodnjaka, zgrajena konec 15. stoletja, vanje se je stekala voda iz vseh okoliških streh, imeli pa so tudi enostaven filter za prečiščevanje. Tako so imeli prebivalci mesta dovolj vode tudi med sušo in vojnami. Čevljarska ulica, ki se od Titovega trga spušča proti jugu, je gotovo ena najbolj slikovitih ulic v mestu. Kot že samo ime pove, je bila ta ulica znana po številnih čevljarjih, danes pa jih skoraj da ni več, oziroma so nekoliko skriti. Če s Čevljarske skrenete na Triglavsko in imate nekaj sreče, boste videli mojstra čevljarja pri delu. Sicer pa se sprehodite do dna ulice in zavite levo na Župančičevo in na levi strani boste videli majhno trgovinico z ročno izdelanimi čevlji. S Titovega trga se lahko spustite tudi po Kidričevi ulici, nekoč najbolj živa ulica se je z leti spremenila v mrtvilo, vsekakor pa ostajajo stavbe vredne ogleda. Čar te ulice pa je gotovo njeno ozadje oziroma vrtovi, ki se skrivajo za hišami. Eden od teh vrtov in gotovo najlepši med njimi je vrt Pokrajinskega muzeja, kjer se poleti odvijajo razne prireditve, koncerti, delavnice in drugo. Ne smemo pozabiti še na Prešernov trg ali Muda, kot jo kličejo domačini. Muda so pravzaprav vhodna vrata v Koper, ki so jih uporabljali v času, ko je ta bil še otok. Imamo mala in velika vrata za revne in bogate. To so edine vrata od 12, ki jih je Koper imel. Na nasipu, ki je vodil do teh vrat, smo imeli tudi tako imenovani Levji grad, kjer so odločali, kdo bo vstopil v Koper in skozi katera vrata. Od tega gradu ni ohranjen niti delček. Na Prešernovem trgu imamo tudi Da Pontejev vodnjak, ki je bil glavno zbirališče pitne vode v Kopru. Pitje vode iz vodnjaka vam ne priporočamo, lahko pa se osvežite ob malih vratih, kjer je pipa s svežo vodo. Ostane vam še en del mesta in sicer Koprsko obzidje. Severna obvoznica se začne s koncem Pristaniške in vodi točno pod zidom, ki je omejeval Koper v času, ko je bil otok. Če se sprehodite ob obzidju, boste prišli do Boša Drage, predela Kopra, ki ima še veliko kamnitih elementov in ozkih ulic, tipičnih za srednjeveška mesteca. To je del, ki vam bo pričaral največ arhaičnosti. Če ste se držali našega načrta, je bil dan najverjetneje naporen, zato si sedaj privoščite še pijačo nekje ob morski obali in si napolnite baterije za naslednji dan.